Na današnji dan pred 142 leti se je v Beltincih rodil Ivan Baša, duhovnik, pisatelj, politični voditelj in narodni voditelj. Njegov polbrat je bil prekmurski pesnik, pripovednik in publicist Jožef Baša, tudi Miroslav, nečak pa etnolog in slavist Vilko Novak. Pomembno delo Ivana Baša sta bila prevod in priredba katoličanskega katekizmuša za solare, ki ga je 1909 izdal v prekmurščini z madžarskim črkopisom. Poleg Biblije Petra Kolarja je bil ta katekizem skoraj 40 let edini učbenik, ki se je smel uporabljati v prekmurskih šolah. Friderik Baraga, tudi Fred Baraga z indijanskim imenom Velika črna halja in vzdevkoma Snowshoe Priest in Apostle of the Lakelands, škof, misionar, jezikoslovec in etnograf, je bil najvidnejši slovenski misionar prve polovice 19. stoletja in hkrati tudi prvi slovenski misionar in škof v Ameriki. Bil je utemeljitelj knjižnega jezika indijanskih plemen Očipve in Otava ter prvi marketski škof, pa tudi avtor prve slovenske knjige z opisom življenja in značilnosti severnoameriških indijancev. Rodil se je pred 220 leti v gradu Mala vas v Knežji vasi. V aprilu letos bi praznovala rojstne dneve tudi Miško Baranja, glasbenik, cimbalist, kapelnik beltinske bande, ki je pogosto koncertirala z Vladom Kreslinom, pa tudi športnik, športni in turistični delavec ter publicist Rudolf Badjura. Ta se je 1911 prvič udeležil smučarskega tečaja pod Svinjško planino na avstrijskem Koroškem, v 20 letih 20. stoletja pa se je aktivno vključil v široko zasnovano akcijo za promocijo smučanja na Slovenskem. Zavzemal se je za vključevanje smučanja tudi v sestave nove vojske. Nasploh Badjura velja za promotorja razvoja pohodniškega, planinskega in gorniškega turizma ter posledično športnega turizma v Sloveniji. Badjura je bil tudi ustanovni član neformalnega društva Dren, prvega organiziranega slovenskega alpinističnega društva. Njegov brat je bil filmski režiser, scenarist in snemalec Metod Badjura, svakinja pa Milka Badjura, filmska režiserka in montažerka. Februarja pa je minilo 100 let od rojstva Jožeta Babiča, režiserja in igralca, ki je bil poročen 4-krat, z igralkami Štefko Drolc, Miro Sardoč in Tejo Glažar, ter gledališko producentko Lidijo Koren. Babič se je kmalu po začetnem obdobju delovanja in izobraževanja v gledališču posvetil celostnemu snovanju gledališke umetnosti. Ob igralskem in režiserskem poklicu se je spopadal tudi z oblikovanjem scene in kostumskih osnutkov za posamezne gledališke uprizoritve. Za svoje delo je prejel številne nagrade, naj navedem samo nekaj izmed njih. Prešernovo nagrado za življenjsko delo na področju gledališke, filmske in televizijske režije je prejel 1981, na Borštnikovem srečanju je 2-krat prejel nagrado Združenja dramskih umetnikov Slovenije za najboljšo predstavo, 1977 za predstavo Koža megle in 1974 za predstavo Ščuke pa ni. To je samo nekaj drobcev, ki jih lahko preberete v 259 geslih drugega zvezka novega SBL, kjer so zbrane osebnosti, katerih priimki se začnejo s črkami od B do BLA. Dodatnih 52 gesel boste lahko brali samo v spletni verziji leksikona. Kot je Aleš že omenil, je novi slovenski biografski leksikon pravzaprav dolgoletni projekt, rezultat prizadevanj, da bi se nadaljeval in nadgradil slovenski biografski leksikon, ki je izhajal slabih 70 let in je postal temeljno biografsko delo ter hkrati referenčno gradivo za mnoge humanistične, družboslovne raziskave z področja zgodovine posameznih ved in tako dalje. Kot ste morda lahko zaslutili, opisujemo življenjske poti in dosežke najvidnejših slovenskih in s Slovenijo povezanih osebnosti iz vseh obdobij naše zgodovine. Izbrali smo jih s pomočjo strokovnjakov z različnih področij, jih uvrstili v 3 kategorije in jim glede na dodeljeno kategorijo določili tudi dolžino gesla. Predstavitev osebnosti začenjamo s podatki o rojstvu in smrti, starših in znanih sorodnikih. Potem je praviloma predstavljena življenjska pot posameznika, temu pa sledi predstavitev oziroma ocena posameznikovega dela. Besedilu so dodana še dela oziroma bibliografija, viri in literatura ter, ukolikor je bilo to le mogoče, tudi portret. Tiskano izdajo dopolnjuje spletni biografski portal poimenovan Slovenska biografija, v katerem je trenutno objavljenih okoli 6000 gesel.
Združuje digitalizirano verzijo slovenskega biografskega leksikona in primorskega biografskega leksikona. Gesle, ki nastajajo v okviru projekta Novi SBL, pa sproti dodajamo na portal. Ob tem naj poudarim, da spletna biografija nastaja pod taktirko sodelavk iz biblioteke SAZU, ureja pa jo magistra Petra Videogrin. Na zadnje bi se želela zahvaliti vsem avtorjem in urednikom, predvsem pa sodelavcem ožje redakcije, Mateji Ratej, Martinu Grumu, Ahacu Medenu, Roku Krajgerju, Otu Lutarju in Alešu Pogačniku. Brez dobrega tima pri leksikonih pač ne gre.